Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Dragi sledilci, poslušalci, gledalci Fine podcasta, pozdravljeni v naši najnovejši epizodi. Tokrat v posebno čast mi je z mano kantavtor in legenda glasbene scene Vlado Kreslin. Vlado, pozdravljen in dobrodošel v Fine podcastu. Dajva začeti pri začetku tvoje zgodbe. Ti si pravzaprav že pri 13 letih šel v svoj prvi band, se pridružil kot bobnar sicer. Zakaj kot bobnar? Kaj je bilo takrat? Ja, enostavno, bobnara niso fantje imeli, ne. Imeli so kitariste, dva kitarista in basista, takrat so bile kitarske postave pod vplivom ansambla Shadows in Beatles in Rolling Stones tudi. Stones so imeli, dva kitarista. Takrat je bilo pač kitara, bas, boben, pa ritem kitara še, In ker so vse ostalo imeli sem bobnane, sem pač si jaz pol sposojal boben od vaškega bobnara, onga, ki okrog hodi po znanju. In sem pol na tistem vodu, ko smo imeli nastope, sem si pa sposodil od Jugoslovanske ljudske armade. Wow, okay. Mislim, otroci se znajdejo, ne? Sploh če imajo neko željo, pa to, da bi nekje bili, se najdejo neke poti, ne? Jaz sem bil najmlajši, da so to vse fante rihtali. Drugače to je bila skupina Apollo, kar se mi zdi zelo zanimivo ime, še posebej zato, ker si ti v bistvu potem od te točke naprej nekako skozi letel navzgor do danes, ko v bistvu se lahko pohvališ za 27 izdanimi albumi, pa ful izdane poezije, tudi poleg glasbe še v filmih si igral, pa me zdaj zanima v bistvu, a si kdaj razmišljal, da bi kdaj počel kaj drugega, ali pa si imel kdaj ta moment v lifeu, zakaj jaz to počnem, mogoče bi, ne vem, delal v kakšni pisarni ali pa imel kakšno podjetje drugačno. Jaz sem delal marsikaj drugega, ne. Jaz sem pač študiral in sem imel službe različne, ne. Ampak sem hkrati tudi igral, ne, pač to normalno, ne. In pol na eni točki, ko sem imel že 3 plošče, ne. Takrat sem jaz komaj službo pustil in sem požato profesionalec, ne. Tako da, nisem se jaz, mislim, to je bilo odločil. Pred 30-40 let je bilo, ni bilo enostavno biti profesionalec. Mislim, da je zdaj več ljudi, ki živijo od muzike takrat, ne, mislim, sploh muzike. Takrat profesionalci so bili, so igrali po barih, po nočnih lokalih, ne. Se to sem te mislila vprašati, da se ti zdi, da je bilo torej včasih lažje ali težje v bistvu izoblikovati kariero, ali v bistvu enako, samo so drugi izzivi? Oboje je bilo, lažje in težje. Odvisno, kako potegnemo ven, kako gledamo, ne. Sigurno je zdaj lažje posneti nekaj, ne. Je pa hkrati 1000-krat več muzike, no, tako da težje priješ s tem ven, ne. Takrat smo muziko iskali dobro, smo jo lovili, pa zdaj v bistvu moramo tudi, ker je to zdaj muzika že vsiljiva, zdaj muzika, jaz imam vse vgasano, če poslušati vsega tega, nekaj, to je, komorkoli priješ je muzika, priješ na smučišče, priješ v lifta, priješ v savno, priješ na bazenje. To je res, ne? Je en hrup, mislim, ni muzika dosti. Tako da zdaj že malo bežimo od muzike, tako smo jo pa iskali, ne. V bistvu imaš prav, da smo nekako naša ušesa postanejo kar imuna, glasba postane nek del. To je zato, ker nas ne puščajo, da bi bili sami, da bi kaj razmišljali, mislim. Pa misliš, da si v družbi z nekom, če tam nekaj brni brez veze. Ampak, ko si ti recimo ustvarjal glasbo, ker pač ti za sabo res si nam dal ogromno neke glasbe nam, kot v družbi recimo, ne. Ampak me zanima, ta proces recimo, ko ti pišeš pesmi ali pa tudi, ko si se povezoval recimo z glasbeniki, a si čutil to v sebi kot neko poslanstvo, jaz moram dajati ljudem glasbo, ker čutim, da je to nekaj, kar lahko najboljše dam, ali je to pri tebi se vse spontano dogajalo, kako je ta odnos tvoj do notranji, do tvojega dela? To je čisto, nobena filozofija pa strategija, to je pač, ti si bil mlad in si v garaži smo špilali in pol si hotel še špilati naprej in pol prehajaš z enega benda v drug bend in hočeš igrati, hočeš delati muziko, to je zgodilo, mislim, to je bil užitek, pa priješ na stopnje, da ustvarjaš svoje, da od tega že živiš, ne, mislim, konec koncev, ne. Ampak
nič kaj dosti ne kalkuliraš, pa da bi več. Ampak pol pride tudi en moment v bistvu na tej poti, ko dobiš prvi taki pravi feedback od publike, da se ti mogoče spomniš tega momenta, da si začutil, to je nekaj vredno, ali si nisi nikoli obadal s tem? Ja, to nikoli ni bilo toliko, da bi naenkrat pozaj vsi ploskali. Najprej smo igrali za 5 ljudi, pol za 6, pol za 7, pol za 8, pol za 9, pol za 10. Je počasi raslo, v bistvu. Pol čez 10 let smo špilali za 150. Ja. Ni bilo tiste to, na katerem se je to prelomilo, jaz ne vem, na kateri številki, to je težko reči. Tako da si se počasi prevajal, si na to prihajal. In je pa seveda, to je zadovoljstvo veliko, ko vidiš, da je odziv, pri ljudeh, seveda. Si imel kdaj ti iz tega zadovoljstva potem tudi, da si čutil, da hočeš tega vedno več in več, ali je pač pri tebi bilo, ne vem, to pač tak je. Zdaj, ko se pogovarjava, v bistvu imam full feeling, da pri tebi se vse to tako naravno odvija, da se ne analiziraš preveč tega. Ali... Ne, res ne. Res da ne analiziram. Mislim, to tudi, v kakšnem smislu to ne analizirati. Ja, mogoče je to za moj ženski princip vdrnut. Ampak ja, tvoj v bistvu na mesto koga roža cveti leta 91, vse tako nekako se mi zdi, ko sem malo brala tvojo zgodbo, da je to bil nek prelomni trenutek pa vseeno, kjer si se nekako postavil tudi zelo samostojno kot Vlado Kreslin. Ja, mogoče zato, ker če gledamo čisto tehnično, ker smo pač takrat nehali igrati z Martinom Krpanom, z bendom Martin Krpan. In meni je šla prva solo plošča, se pravi CD. Je bil slučajno prvi CD v Sloveniji, konec junija 91. Zato je to bilo verjetno nekaj, ena prelomnica, tako v tem smislu čisto. Ja, in pol je trebalo seveda. Potem sem pa že z Beltinško bando, sem se pol že družil in eno metamorfoza je bila, mislim, seveda je bila ena sprememba, sigurno, ampak taka neka naravna in spontana, ne. Leta 2000 pa je v bistvu cela Slovenija bila v nogometni euforiji, pa si se ti tudi v bistvu združil takrat z Predinom pa Lovšinom in ste naredili pač to pesem, pa nasplošno pač ste se pridružili v tej euforiji, pa me zdaj zanima ti kot moški, če si ta nogometni fan ali si se pač takrat vklopil tako kot cela Slovenija. Veš kaj, jaz sem z mojim očetom, moj oče je ustanovil nogometni klub Mladost v Beltincih po vojni. Potem je on, je bil tam neki del, ko pač siva eminenca, ampak ko sem jaz bil že aktiven, se pravi v 60-ih, je on pisal plakate, jaz sem jih pa razobešal okrog po vasi. Sva pa hodila na vsako tekmo v Maribor. Sva navijala z Maribor in sva hodila tudi v Varaždin, pa v Zagreb, pa dolgo Maribor igral. Tako da sem jaz bil navijač Beltinec in Maribora že od začetka. Tako da sem bil s fuzbolom, sem v bistvu bolj rasel, mislim preko očeta mojega. Ja. In je to ostalo v tebi, mislim, veš, ko moški pač je to malo bolj moška stvar. Fuzbol ostane vsakemu fantu, ker vsi fanti brcamo to, veš. Nogomet je zelo demokratična igra, vsem dosegljiva, več ali manj, takrat smo sicer žoge lovili po Muri, ko so bolj poplavale. Ko so jih Avstrijci zbrsali verjetno z igrišč, nismo imeli žog takih ledarnih normalno, ampak še najmanj stane nogomet, zato igrajo po celem svetu, zato je to pač najpomembnejša, najpomembna stvar na svetu. Koliko so pa tebi recimo, ker zdaj sva že malo omenjala to otroštvo, pa pač ta kar gre skozi človeka ali pa s človekom skozi življenje, ampak ti si se seveda v svoji karieri srečeval tudi z mladimi glasbeniki in me zanima, koliko pa kaj tu čutiš tega svojega, na nek način je kak očetovski feeling tudi tukaj zraven, ko srečaš kakšne mlade glasbenike, recimo Siddharto, si nastopal pred 30,000 ljudmi, to je sicer bilo, oni so takrat že bili toliko uveljavljeni in so res napolnili, ampak vseeno so bili za tebe, ne vem, mulci se mi zdi, ali kak bi rekla. Ja, gledaj, čez pol ure bo z nami nastopila Nina Gordjančič, dijakinja 2. razreda gimnazije, ker se nam je na oder skočila, sem je povabil na oder, ker smo igrali na njihovi gimnaziji, na kulturnem maratonu in
In sem povabil še sem. In to večkrat naredimo, da s kakšnimi mladimi. To se mi zdi pa še največ. Mislim, da jaz sem rad nastopal, ko sem z Belteško bando bil z dosti starejšimi, ne. Zdaj pa ona nastopa z dosti starejšimi z mano, ne. Oziroma jaz z dosti mlajšimi. Zdaj v tem je pa smisel vsega, ne. Absolutno, v bistvu, da se povezujemo in da v bistvu starejši dajejo možnost ali pa odpirajo vrata recimo mlajšim tudi, ne. Ja, pa da se družijo, da je fajn, da mislim. Pri nas itak imamo premalo tega medgeneracijskega, tako imenovanega, pustimo zdaj to sodelovanja. Mi se vsi nekako se sebe držimo, mladi se vse mlade držijo, stari za starimi. Na Irskem priješ v pub in so vsi celo noč skupaj do jutra. Mladi in stari in so, veš, nas tega ni. Ja, redko oziroma v bistvu res tako, kot si rekel, skoraj da ni, ne. Ampak recimo, če izkoristiva ta podcast za to priložnost, da mogoče ti, kaj bi ti rekel skozi vso to tvojo dolgo kariero, kar nekaj življenja za teboj, pač tudi tak specifičnega življenja glasbenika, imaš tudi družino recimo, tudi to uspel na nek način vzdrževati, handlati ob sebi. Kaj pa so bile tiste najtežje lekcije v tvojem življenju, da se zdaj spomniš, ne vem, neki izzivi, ki si jih v bistvu prešel in te je izučilo? Ja, mislim, to, kar nas vse, to, kar imamo vsi, ne, pač, da se moraš preživljati, da z družino, da moraš imeti tudi malo sreče življenja po instinkta, da se prav odločiš, kam boš šel v šolo, da se prav odločiš, s kom se boš poročil. To so vse stvari, ki gledajo tako, ampak te lahko zelo odšledajo, te vržejo ven z ovinka, ne? Ja, in kako potem recimo ostaneš na svoji poti? Kaj bi bil tvoj nasvet, ko se ti zgodi, da te vrže iz ovinka? Nasveta sploh ne da, mislim, kaj če da. Nasvet. Tako, kot jaz nisem upošteval nasvetov moj, ti moraš sam na svoji koži, to je zmeraj tako. Vsi moramo na svoji koži dobiti po glavi in pa se kaj naučimo ali pa ne. Kaj bi pa ti svoje izkušnje recimo povedal, pač življenje glasbenika. Mladi se odločajo, pač se mi zdi, da ko začutiš v sebi neko to artistično poslanstvo ali pa željo potem, da bi ustvarjal, težko je pač biti po eni strani umetnik v današnjem svetu, hkrati pa je to lahko tudi nekaj najlepšega. In kaj bi ti skozi svojo izkušnjo povedal, da je tisto najbolj ključno, da vzdržiš na tej poti? Ja, zdaj ne bi mistificiral preveč tega, ne, da smo mi za glasbeniki. Tako kot je vsakem poklicu je verjetno težko zdržati, pa biti pač vztrajati in biti dober in konkurenci vzdržati in vse to. Ne. S tem doke, ene poklici so malo bolj nevarne, ene so malo manj, mislim pa zdaj, ne. Poklic glasbenika to, moja mama ni bila glih najbolj navdušena, ko sem se za to odločil. Ker je slutila, ker so imeli doma gostilno veliko, kjer je Belteška banda igrala in je videla, kako to izgleda, ne. Kam priperejo ta čustvovanja, ki so okoli muzike zmeraj volovijo, ne. Ampak seveda, je pa, če imaš muziko rad, je to nekaj najboljšega, ko se ti lahko zgodi, sigurno. Če imaš to srečo, da lahko si na odru in špilaš in deliš svoje občutke z drugimi in vse to. Ti si v bistvu imel po svoje srečo ali pa ti povej, če je bila to sreča ali so bile samo prave odločitve, ker si nekako vedno so se ti odpirale zanimiva vrata, pa tudi ljudje so prihajali zanimivi od bendov do drugih umetnikov, ko ste skupaj ustvarjali. Je bila to sreča ali bi rekel, da si tudi kdaj kako pravo odločitev sprejel? Ker včasih danes rečemo, če boš sledil svojemu srcu, se ti bo vse odprlo. Bi ti rekel, da je to tak ali je še treba zraven kaj? Ja, včasih jaz sam vidim, da je dobro, če te kdo porine včasih, ne? Če te kdo porine, jaz rabim, da me kdo brsne vidi, ker sem bolj, se ne da glih. Zdaj ljudje imajo več samozvesti, malo manj, mislim, ne? Ene so introvertirane, ene so ekstrovertirane, mislim, to je tisoč možnosti. Kaj pa si ti?
Jaz sem bolj introvertiran po mojem. Ker to je zanimivo, ker dosti v bistvu frontmenov prizna, da so introvertirani, ampak na odru pa se potem nekaj zgodi in je to nek drug odnos. Ja, ko se z muzike, pol se drugi, tam si pač, to je tako kot veliki komiki so, ko s njimi dobiš, so zelo resni ljudje, ne? Ja, dosti krat vsi pravijo, povej vic, da ne komik, V bistvu je ta razlika, ne, med osebnostjo pa performerjem, v bistvu, ko si performer, prevzameš neko drugo vlogo, koliko je to pri tebi, recimo, ne vem, je Face druga vloga, ali, mislim, mi te recimo doživljamo zelo pristno, naprimer, ne, pač Vlado, to je Vlado. Jaz sem v bistvu isti, po mojem, mislim. Ne vem, kaj še. Kaj bi pa žena rekla? No, po mojem isto. Po mojem isto. Samo pač izpostavljen si vsem, včasih ti ne paše, da si izpostavljen vsem tem učem, ne. To ti včasih tudi ne da, ne. In bi ti rad bil pristen, ampak ljudje te vidijo kot nepristnega in pol naredijo iz tebe nepristnega, veš. Zahtevajo v bistvu, ne. Ja, oni zahtevajo zvezdo, ne. Oni nočejo imeti navadnega, oni hočejo imeti, da bi ti bil za neka šminka, da bi ti tam hodil na neke šove z nekimi, na neke sprejeme, na neke tone, po teh revijah, da bi bil na nešto, veš, to ljudje rad hoče imeti zvezdo, razumeš? Hočejo imeti, da boš ti imel na backstage listu na napisano, da rabiš 3 oranžne brisače, 2 zelenivi, 1 rumeno, pol si zvezdnik. Se jim to zdi bolj... Če pa ti rečeš, tako kot mi rečemo, v redu, okej. Pa ti nisi sveč. Ljudje hočejo laž, dosti krat, ne? Ja, res je. Tako, jaz mislim, da lahko ravno v tej točki zaključimo. Vlado, hvala ti, da si bil pristen z mano. Dragi poslušalci in gledalci Fine podcasta, bodimo pristni, predvsem pa sprejemajmo tudi druge, da so pristni, predvsem so zvezdnike, ne? Ker tu je v bistvu ta nek, tako kot si rekel, zahteva množice, da je človek nekaj drugega, kot je. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.